The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Ćao sončki, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čovek, danes je z mano spet Petra. Mi smo imeli nor vikend in v tujini in klepar nas na izletu, tako da ima zih kaj za pokomentirati. Pismo, še nekaj morava. Kva? Nič, evo, trenutek pauze za to, da jaz Petri prepošljam vse fotke. Koles pa... Dej pogledati Approved Cycling Bikes pa Approved Cycling Outfit na Instagram. A sam Milo bo pa drugega nazaj nobenega. čez 15 sekund. A drugega ne bo nobenega. Evo, sončki, še enkrat dobrodošli nazaj. S Petro se si mogla hitro, oziroma sem jaz mogel tele fotke poslati, ker me je danes presenetila, da morava začeti takoj. In jaz sem imel pa še par strank noter in preden sem jaz tole vse pripravil, se je že ful mudil. Tako da... sem te pustila, da si prodal robo. Nič, čak, jaz moram najprej, okej. V akcije so se zdaj dodale še kolesarske moške hlače, tako da poglejte si jih na spletni strani. Za določene še nimamo ta pravih fotk, se pravi bojo iste, kakor so bile te Mile GT. Bojo imeli isto napis na desni hlačanci, mora pisati v opisu. Pa Asset R sive, nismo dobili še poslikavo, se pravi na Riti, tako da to še čakamo od Asosa, ampak ja, po vse verjetnosti pridejo ta teden, tako da boste vsi dubali, kot je naročil, do konec tedna. Upam, zaenkrat še nimam info, so dejansko res že v Sloveniji, a še ne. Tako da bomo poslali takoj, ko pridejo. Pa akcija, v katero smo jih dali, bo trajala do 4. tako da imate 14 dni zdaj šans. So pa STR črne že razprodane, tako da medium, tako da tisti, ki hočete imeti medium, jih nažalost ni več. Ja, tisti, ki pa išče, če bi pa še imeli zdaj, kaj je Pogačar zmagal, a ne Milan San Remo majico, jih je pa mislim, da še 8 komadov. Vem, da XL-a ni več, druge bi pa po mojem mogle še vse biti vsaj po en kosno. Tako, ampak ja. Bolj, da mi prej pišete preden naročil, ali pa sej, tudi če te naročil, vam bomo pa vrnili nazaj denar, tako da ni tak problem. Daj pa bo? Ja, isto mogla ta teden priti s to pošiljko hlač. Sam, ne vem, kako naj ti rečem, na trenutke se mi zdi, da sem jebena stranka iz vseh koncev. Prvo, strank, ki se mi zdi, da jih napol nateguješ zato, ker pač dobiš ti informacijo, da bojo pa pošiljke ni. To drugo iz drugega konca proizvajalca, ki ti pravi, da ja, to bo zihar, unti, straight, pa in pišeš, pa ti odgovorijo, da še poslani. Tako da, ja, je kar zabavno na trenutke. Se zato sem plešast pasiv. Da se res, mislim, sem zanč gledala, da ene slike sem stare videla, mi zanč tiskati Facebook spomine vrže ven izpred ene 8 let. Ko sva mi dva malo začela več skup kaj sodelovati, piš, da smo v stari, ti si bil čupa, zdaj spale to v 8 letih, siv pa brez las. To je to, kad dobiš resno bejbo, ne? Ti vse lase pobere, se veš, kakšen je mirsat. Ki imaš pa ti resno bejbo? A to s mene misli, ali kaj? V bistvu toliko časa mene poznaš. Nič, da gre, čakaj, najprej na tale naš izlet, no? Čak, akcije, dodale se bojo tele kolesarske hlače noter, prejšnji teden smo dodali obroče, tako da tisti, ki še hočete testirati kolesa, obroče, se oglasite mem. To pa mislim, ja, da je to, kar se tiče akcij. Pa imamo zdaj še en brezrokavnik, mislim, da je ta ostal GTS, ki je meni po moje ta najboljši produkt, kar ga ima so zdaj. Tako da, če še kdo želi, se ne oglasi in ja, imamo glih še enega, mislim, da medium na zalogi. Zdaj pa akcija. Če še zdaj slišala, te sive hlače so še kakšne, ali jih ni več M? Sive so še. Še? Ja. No, sive mislim, da so še vse velikosti, mislim, do XL, no, od S do XL. No, ene M, jaz kar vzamem. To pa že vem. Ja, za Mirsada. Ja. Joj, bo lep, Madonna.
No, okay. Jaroč izlet je bil super, ne? V bistvu vreme nam je služil, tako kot je kazal, najprej cel teden kva bo soboto in na koncu zdržal, dežja ni bilo, 5 kapelj je padel. In prav tudi mraza ni bilo nekaj pretiranega, da bi rekla, da je bilo ful mraz. Tako da meni je bilo ful dobro in spet smo se lepo pelali, tako lepo se zdaj izgleda, da je res najbolj tista prva skupina, da sem jaz notka, jih znam najbolj krutiti pa miriti, pa da se res lepo pelamo in pol vidva zmer se, da mu odzadji ostali dve skupini nekako prilagajata. Se nema, ste bili dve ali ste bili ena odzad? Dve, no. Čeprav bilo boljše, če bi naredili 4 skupine že skoraj. Ma ne, se nas ni bilo toliko, no. Ja, v prvi vas je bilo največ, zato ker vsi mislijo, da če so v prvi skupini, da bojo pa hitrejš prišli do konca. To, sam mislim, da si vse bo večina jih ugotovila slej, prej, da na izletih ni dirkanja in da vseeno, v kateri skupini si. In tudi šli smo tako lepo, da smo dejansko prišli do Turjaka pod klancem, čisto vsi skupaj in se na klanc štartali in so spet v bistvu lahko vsak svoje pokazal proti vsem ostalim, koliko je dober na klanc. Tako da se bo, po moje bo folk malo pogruntil, da so te skupine s tistimi 100, 200 metri, mogoče se jih ni 200, 100 razdalje vmes glih toliko, da se vidimo. In, sem tako, jaz ko sem gledal naprej, jaz sem ponoči zadnji, in pol bolj vidiš, srednji pač vidim, da sprednja je tako, ko vidiš uno gnezdo je malo večje, ta druga jih je bilo tam po moje 12 do 14 noter, se pravi vas je bilo že po moje tam 16 do 18 vas je bilo skoraj fiksu ta prvi. Se pravi, če bi prvo težko je čisto, zato ker štartamo skupaj, zdaj pa te skupine odrezati kar naenkrat, ampak sej bomo. Ker nas je bilo pa, mislim, da v ta zadnji nas je bilo pa sam 8. Ja, fajn je, da skupine ostanejo približno iste glih zato, da se res lahko uživa tudi v vožnji, ker pol, če jih je 8, že malo mogoče kdo trpi, ali pa ena in isti. Vse šlo tako počas, da... Meni je bilo ful dobro, prav luštanje je bilo. No. Ni bilo, mislim, da ni bilo neki sile. Ne, pa tudi lepo smo vse klance šli, se mi zdi en tak lep tempo, ni bilo neki počas, ni bilo pa tudi hiter, pa moram reči, da me tako, koliko nas je bilo? 40 po mojem nas je bilo fiks. No in sem presenečena, da je bilo teh 40, dejansko 40 ljudi, se ni nobenega prav neki noro čakali, ne. Vsi smo šli na klance, je bilo vse isto, ne. Nobenega čakanja. Še mi, ko smo zadnji prišli, nismo bili spet toliko zadnji. Ja, ne, se pravim, da je bilo res, zdaj, če so koliko so prvi, če kaj kdo sploh navijal, niti, ko smo se pol pogovarjali, se mi zdaj nobeden ni imel glih nekih norih navijanj. In 3 taki malo klančki, ki so bili, tudi se mi zdaj glih en tak dober trening, če en tak dober tempo peleš, da je bil tudi tak soliden trening, to dober lahko. Ja, mi smo ga tam, pol, ko se gre iz... Ko so veš, ko gre Grosuboljski maraton, ko so oni. Ja, ta hočev je. Ja. Dobro, sam tam je tako, tam je veliko spusta, pa 2, 3 so zoprni uvinki, pa so v bistvu hupsari pukalni, če jih ne poznaš, lahko te tudi malo pobere, če jih preveč preteguješ. Jaz sem včas, ko smo tam imeli maraton, jaz mi rekel, da zdaj pa poznam vsako lukno, ampak približen vem, kako gre cesta. No, jaz tudi to dobro poznam, sam je pa veliko takih, ki pa ne poznajo in tudi smo imeli 2 kaskaderja vmes. Ampak dobro, vse dobro išlo. 3 kaskaderji, sam je bilo pol žal, ko sem videl na Stravi, da sem bil šele 3 za sekundo zadnji, pa zadnjih par 100 metrov sploh nisem, pač sem zabremzil, zato ker itak pol je bil ta klanc iz Krke gor, ne. In sem itak rekel, brez veze. In če bi vedel, da sem toliko blizu, ne bi še malo... Jaz sem tam tik pred koncem je v bistvu sam spust, ne rabiš več pretegovati. Ja, sej za spust sem bil... Ja, no se pravim, da tik pred koncem je tak spust, da ga res bi lahko spustil, se si tak počival vse čas vmes. Ja, sam iz tam, ko se gre na desno, na Korin gor, pa levo, no se nima veze. Ja. Skratka, sekundico Meni drugače ta del ful ni všeč, tako nasplošno. Ja, jaz ga pa tak nevaren mi je, no. Glih zato, ker se ga da pretegovati, pa spusta je veliki in meni je pol to pač. Pa tudi cesta ni glih idealna, najbolj lepša, malo je zžukana, moš kar biti skoncentriran zelo. Ja, mi smo že tam pred unim, kaj gasilski dom, ne? Že en klanček pred tem je bil en gospod spredi, pa sem jaz prišel do njega, pa je on dal kao menjavo, sem šel jaz, je mene zmanjkal, sta prišla 2 naprej, pa sta mi dala na enih, mogoče tudi 50 metrov sem jaz zadnji zaostal, pa sem jo na spustu ujel,
pri gasilskem domu sta bila ona spet glih 50 metrov pred mano, sam sta se ustavila, sem jaz rekel, klej se ona česta, gremo naprej. In pa sta me prijela, polja, ko smo prišli dol, sta pa bila, koliko ne. Ta drugi je bil 10 sekund saj zadnji, ta tretji pa po moje že skoraj pol minute, pa smo pa šli tja na klanc gor, smo šli pa čist počas. Jaz sem vrtel 240 vatov, tako. Ni edin zadnjih par 100 metrov, ko so se začeli priključevati, polje če dalje bolj šlo, tako da smo imeli na konji 300. Ja, mi smo šli pa tudi, lepo smo se vozili. Meni je bilo ful dobro, no. Tako da ja. Jaz sem bila skozi znotraj teh cone 2-3 LT1, tako da sem se držala. To je pri tebi koliko, 120 vatov? Ne, bo malo več jih pa je, no. Tomaž je imel podoben trening, tako da sem se kar njega držala in vem, da je lepo tempo vozil na vse tele klančke. Jo, jaz verjamem, da Tomaž je imel trening prvih 40 do 60 km, zadnjih 30 ja, vem, dober, da se ni tiste držal. pa pač, ja, dobro, se tam ste imeli tako tudi, dobro. Te dirke boste že imeli pač vi zase, jaz se vem, Pa da ne, pa se, a veš kaj je fora? Mi pol, ko smo naredili skupino, kao da bi šla hitrejš naprej, ne. Mi Pa smo se bili po je tako bilo, mojem, ko sem povedala, da bo. Taka skupina ne bo nikoli obstajala, ker saj ne s takimi ljudmi, ki so bili ki so pri nas. Ker to ni noben tekmovalc, noben dirkač, to so klasični ljudje, ki hodijo mogoče na rundah, pa še na rundah v bistvu ne dirkajo. In to, kar si ti zamislil, a ne, jaz vem, kaj bi, jaz bi se šla tako z veseljem pelat, ne. Samo to morajo biti vsi usklajeni, pa vsi vedeti, zakaj se gre. In tako, kot si ti rekel, hitre smene se morajo dajati in tudi ko pride na smeno, mora svoje potegniti. Je pa res, da mogoče si saj za večino, ki je bila tam ti absolutno premočen po ravnem in večina crkuje od zadaj za tabo že v zavetarju in potem ne morejo oni na smeni se voziti tako hitro, kakor bi ti rad, a ne da se vozijo, oziroma so že tako pečeni, da sploh to ni več premikanja. Ne, veš kaj? Jaz, če bi šla v to s tabo, jaz sploh ne bi šla na smeno, ne? Jaz pravim ustan od spredi, počaki par sekund, da se umakne in se spet ti umakne, ne? saj. In da je tistmu, ki je močen, naj vleče, a ne? Saj tako smo tudi mi rekli, da tiska pač ne more, je lahko pač je tudi skozi zadnji. Ne rab sploh spredi, ampak problem je bil, da ko se je štartal, je bilo dola, ne? In že da prideš z tega klanca dol, traja, ne vem, 3 do 5 minut, da se pol začne gor, kaj čist spet položen je klanček. No in je pač fora, mi s pa Tomaž so bila spredi in pa sta šla 2 naprej, ker mislim, da je bil tudi še dokaj v redu, ampak pol je pa, a veš, ko si pa zadnji, ne, se ti zdi pa ful počas. Pa ti obračaš, ne vem. Ja, seveda. Ja, no, sej, sam ti Premala, si izkušen, pol veš, moraš vedeti, da Ja, sej, sam boš fora odzadaj je, da počival, da a v ne. pol en menjavo je pretegnil tako, kakor da je šprinta začel. Ja. In Ja, to so pa spet unik, mislijo točno to, ja, da je menjava šprint, v bistvu, sej pravim, znati mora se voziti, se pravi, da ostaja enaka hitrost ves čas, ne tako, Ja. kot ste rekel, ne da bo šprinta, pa se pol 50, na koncu se voziš 60 na uro, pa me več ne zdrži, ne. sem fora je, da ta človek je zdržal 15 sekund. Ja, seveda. In pol pa, da ne more več. Se pravim, jaz sem že po skupini, zato sem pa malo naredila predavanja, pa sta hvala Bogu 2 ven stopila, pa mi eno od njih pol pravi, veš kaj, jaz 6 mesecev glih kolesarim. Vse, kaj se mi je zdel, hvala Bogu, da ni šel z vami, a ne, ker sem malo predavanja naredila, da sem malo usrala. Ampak se je prav, ker dejansko ne bi imela kaj tam početi, ne, ker pač vsak misel reče, gremo malo hitrej, da zdaj bo pa to malo, mislim, to je treba se znati pol pelati hiter, ne, in konstantno se voziti isto hitrost, se pravi, ne vem, 40 na uro je že lepa hitrost in če bi jo 40 držali ves čas, pa potem po ravnem lahko tudi okoli Bi bili 50. vsi gotovi na koncu. Ja, ni, se bi se Mislim, vsi samo bili bi če bi normalno držali to hitrost, bi bilo v redu, ne pa da je Ja. eden skočil na 50, drug pa valjda, da po 15 sekundah ne Ne, moš pa več. saj veš, kaj je bil problem. Ko smo se probali 2 pa po 2 voziti in pokaj so hoteli dati menjave sam na eno stran, ne. Tako je bil na desni strani, je avtomatsko šel kar nazaj. Čeprav je bil drugi postaj. Jaz ko gledam, mene kar glava začela boleti. Jaz vrsežen, jaz pa Simon na koncu, ko sva gledala, ne, jaz sem bil že tako v grusuplu, da bi sam skočil tam na en klanc, rekel še Simonu, pa še parim, da gremo naprej in bi se mi furali, oni bi pa po moje pocrkali, ko bi šli solo do Ljubljane. Ja, treba je, sej, zakaj pa ne? Ja, sej. Sej smo rekli, da tako bo, da kdor bo po Ma crkvi, ne, ga pa meni poberemo je odzad. v redu tako, ko se na rundi vozimo. A veš, daš menjavo, Sam na rundi ste pa sami močni, res enakomerni, pa še večinoma se vozite kar 1-1, a ne, Ja. kaj vas tudi to kni. To je pa pač, treba je znati se voziti hitro v skupini.
Tako da je bila tole, zdaj je bila po moje una burleska, kako se ne voziti v skupini takrat, ko hočeš iti malo hitrejši. Ja, jaz sem dostakrat razmišljal, da bi naredil kakšen video, kako se, ampak sej to ni point. Se ne bi pomagali. Ne, sej to se mora vsak pač voziti se v skupini, malo poslušati, malo samega sebe poslušati, malo dojet. Ja, če se ti od zadaj voziš, da je veliko lažji, kakor če si ti od spredi in ne moreš ti, ki si zdaj kar naenkrat, se ti zdi, da se od zadaj premalo voziš, ker ko špršu enkrat, ko se odpre, je katastrofa, ne, od spredi. Včeraj zadnjič je bil veter, recimo tudi, ko sem bila na Ferangi, sva bila s Tomažem, je bil kontraveter, ne. In je lepo vse krasno izgledal, ne. In pol isto je prišel eden na Ferango, ki je tam odželimal gor, tist pukal ga je nažgal, ne. Jaz ne vem, kada drži tempo, hitrost, ne pa neke vate, ne. Se tudi, če nimaš vatmetra, valjda čutiš, imaš utrip ali pa čutiš noge, a ne, da kar naenkrat in je pobezlov, ki je gor, tista, veš, samo želim lahko tist. Tako je, halo, dej, jaz sem že kar nekaj, so krvati rastali, meni utrip, mi imamo še celo furo za narediti, vse bo malo klanc, sem mu rekel, ne. Samo fura v tem, da so te, ponovadi sem jih pa opazvala, glih na klancu, niti tudi od spredi se ne zdržijo, ne vem koliko časa, ne. Ja, ker to so ponovadi, tako kot sem že rekla, kolesarji, ki mogoče se ne vozijo toliko oziroma se ne vozijo toliko v skupinah, na rundah itd. In pač misli, da kaj spredi, ne, da morajo pa se je pa prav, da pridejo, kar jaz sem vesela, glih sem nekaj največkrat, ko bojo prišli, bolj se bojo navadili, pa tudi to so mogoče celo ljudje, ki hodijo pa na kakšne maratone, pa na kakšne ala Franje in podobne variante in je mogoče čist fajn, da se tlele vozijo, ker bojo tam absolutno se boljši, lepši pelali, pripravljeni bili na vse razne možne variante, pa ne bojo uvirali drugih, a ne, tako da... Ne. Definitivno je fajn, da pridejo, mogoče, da se jih napizdi ene parkrat, da pol vejo kako, pač pol, če zgubijo voljo, jebi ga, kle nismo mi krivi, če se ne znajo voziti, pa če ne znajo sprejemati kritik. Ja, pa sej ved načeloma je v redu. Jaz moram reči, da večina je kar... Zdaj le moram reči, da te izleti, ki so se leto začeli, je super. Bomo videli, kako bo na rundah. Ne, se tudi jaz hotel reči, da je pač the best, če pač znajo sprejeti kritiko, je super. Ja, pa se pravi, jaz moram reči, da jaz se ponovadi vozim, če se da se pol zraven kakšnega tazga, kar postavim v par, ne, pa mu malo tako lepo povem. Lepo mu povem, lepo povedati. Vem, kako ti lepo poveš. Neodvisen, koliko narediš tale, a ne, če je naredil celo lahko, če je skoraj povzročil padec, pa sem že jaz malo euforična in ja, potem tudi jaz malo mogoče napizdim za bolj, ne. Če pa je sam kakšen bil tak manjša težava, pa lepo povem, ne glih to, da ali pa kakšni se vozijo zraven v paru, ampak pol ne drži za veter, ja, ne. In ga vidiš ves čas, ko ga malo nazaj pobira in tam od zadaj se elastika ves čas dela, ne. In rečem, daj probi čim bližje jeti. Saj probi, sej ne danes, jutr, pojutrišnjem, vsakič malo bližje, a ne. Ker problem je pa lunih od zadaj, a ne. Tista elastika, uni od zadaj so pa kar naprej na eni elastiki, ne. Ja, se to sem je ves dale. Borisu isto rekel, pa on je tudi skozi smel kar en meter Boris to isto. Ja, on se ne vem, kaj se boji. Njemu sem tudi že rekla, pa me smo imeli pa na rundi, smo imeli pa glih to, da eden je prišel spredi, prtegne glih, kaj je bil Ponteli, malo predolg cajta spredi in je prtegnil tako, da je Ponteli zadnji odpadel. Najprej ga že jaz napol napizdim, Pontelija prvič sem ga videl, da je prišel, pa se začel pizditi na kolesu, to ga jaz ga še nisem videl in je bilo kar zabavno. Ja, moram pa priznati, da kako se reče temu, so bili vsi so dobro sprejeli kritike, ni bilo nekih težav, ker mislim, da pol na koncu, ko smo bili v lokalu, je bilo vse good, ampak ja, no, je bilo kar, kdaj sem se kar tako malo nasmejal, ker v glavi sem si parolo uno, a je to tam. Mi nismo imeli teh težav. Ja, no, tako da je bilo kar... Ne, ampak je pa to dobra varianta in to bomo prakticirali na izletih. Štartamo pač, da ven z Ljubljane pridemo skupaj, potem se lepo razvrstimo v te skupince in se pelamo. Jaz tudi probam res trase take izbirati, da so čim manj prometne, zdaj čist nič prometa se ne da, vedno zavijamo tudi malo na kakšno cesto, kaj bolj, pa pol nazaj probamo čim prej izginiti iz te ceste
in mislim, da smo imeli tudi dobro traso, ki ni bila sploh prometna, ne vem koliko zdaj le tole, ko smo bili, pa tudi sobota je bila očitno taka, da ni bilo nikjer folka in je bilo res fajn, tako da to bomo nadaljevali in potem, kjer se ustavimo na nekem zadnjem zbirališču, je to zadnji sponček ali pa kavica ali pa karkoli, od tam naprej boš pa ti pel v tisto skupino, ki bo šla malo hitrejši in verjetno se bojo slejka prej vsi malo navadili. Lahko se že malo med kavo ali pa če se kje ustavimo, začnete pogovarjati, kako se pele, a ne, da se že takrat malo. Lej, se smo tudi zdaj povedali, pa se jih pa ni poslušali. Ni bilo jasno. V skupini noter, ko smo se na pol ustavili, sem jim povedal, pa noben, kada ne razume, ne znam ti povedati, ker se mi zdi, da veš, drugače ti, ko greš na Franjo, pa se šlepaš pol iz Gorenja vasi do Ljubljane in folkar misli, da to, ko si v prvi skupini, da je to. Ja ne, ni to. Ko si v prvi skupini, moraš dajati menjave do konca, če nisi zmožen ali sploh ne iti. Pa se v prvi skupini se taki ne morejo pelati. Ja, vsi so se zdaj. Ne, v prvi skupini pri nas misliš na izletu. Ja, absolutno. Pač treba je biti. In je, ja, veš tudi, če ga hočeš. Zato smo pa rekli, da je hitra in moraš biti močen za hitro. To ne pomeni, da je tako, kot ste rekel, na Franji, ko se pač voziš 35 na uro v zavetarju, pa misliš, da je to. Ne. Tako da. Zame 35 na uro v skupini, da se jaz vozim v zavetarju, sploh ne zdi jih neki noro hiter. Ja, bi se zdaj 40 pa daješ pa menjave, naprej. Je pa ja. Tako je malo bolj. Sončki, hvala vsem, ki ste prišli, upam, da se še vidimo. Kar se tiče tole, kar je bilo v sobotnega dogajanja, pa še do srede, bomo dali pa po moje ven, ta teden v četrtek bo v vlogu, tako da jaz pa Petra bova še kaj naložila, pol pa Petra gre ta vikend v HPC, pa bo tam kaj posnela, tako da iz HPC-ja, pa še tisti, ki boste šli, mi pa lahko pošljete tudi prek WeTransferja videe, pa zmontiram, pa bo pa naslednji teden v četrtek v vlogu noter, tako da evo, to je to. Pa smo pa gledali Milan-San Remo, derka, ki smo jo vsi po moje najbolj pričakovali, pa greva kar pogovor štartati od tistega neljubega dogodka, koliko 35 km, koliko 40 do konca. Ja, ki je Pogačar padel. Ja. Sicer še zdaj, mislim, da je bil kar ne, on tiskaj padec povzročil. On je prvi padel, zdaj povzročil ga je pač cel kaos, ki je takrat na cesti v Vink. Ja, se je bila zoprna, ampak jaz sem glih rekla, če se še bilo 5 minut predtem, sem rekla, da kako se vidi, kako Pogačarja čuvajo, vahtajo, vsi se okoli njega prepelajo, da je skoraj nemogoče, da bi on sploh v bistvu padel in čez 5 minut je padel, sem rekla, da jaz bož, da sem tih pišel, kar res. Predtem sva se pogovarjala, tam, ko sva sedela pa gledala. Tako da ja, pač to se zgodi. Bilo je malo sicer grozljivo, jaz sem šla kar stran, jaz sem šla takrat za, ne vem, 10 minut, meni se zdi. Jaz sploh jaz sem šele kaj skočil, sem šla nazaj gledati spet. Jaz sem šla kar stran, ker je on lovil, pa to jaz sploh nisem šla gledati. Jaz sem šla kar v skladišče od zadaj, tam sem imela neki en drug del, jaz sem rekla, to jaz ne moram gledati. Sem pa zanimiv, ne? Prvi pa tretji, oba dva sta bila na tleh, s tem, da je bil tudi Van der Poel še na tleh. In Van Aert. Van der Poel in prvi pa tretji. In Van der Poel je bil isto, je bil isto v tem pacu. Se pravi, ja, v bistvu, da vsi razen Pitcocka, ne? Ja. In jaz sem se pol še z očetom pogovarjal, ne? In meni ni jasen Giant, Trek, ne vem, kjeri drugi pezdeti od ekip so še bili pač na derki. Džajko. No, jaz se Giant. Giant, ja, Džajko, ja. Ne vem, kjerega športnega direktorja imajo oni pač v avtu, ampak jaz bi ga odpustil, ker take šanse, ki so imeli letos, je ne bojo imeli najbrž še nekaj časa, ne. Je bojo, ker Pogačarja več ne bo. No, če ga ne bo več. Ok, sam se je pa Van der Poel, se je pa Pitcock, se so pa drugi, ki so pač močni. In oni so sami sebe so zajebali. Oni, če bi derkali tako, ko se gre za derkat na Čipreso, ni šans, da bi Pogačar lahko še skočil. Zato, ker niso toliko počasni. Trek je vlekel pol pizda, cel cajt do Podžija so bili oni spredi. Če bi oni dali
pol toliko truda v klanc gor, so Zdaj, se pa se ustavili. pravi, jaz sem šla kar stran, videla sem, meni se je sicer zdelo, da so potegnili, a ne v Ma tistem niso obliki. nič Tako, če potegnili. se pravi, meni se je samo zdelo, da je Džajko takrat začel Ja, navijati. do Čiprese, sam na Čipresi so se pa ustavili. Isto Ineos. Ja, zdaj jaz ne vem, a je Pogačar res tako močen, da so vsi tako zandarek, čim se klan začne, da ne vem, Pa se nisem vidiš gledala. skupino, Ja. če je skupina takole spredi, da niso po ena pa po ena. Pa če se ustavi skupina, Ja, to je tako, kot da bi ti rekel. ali so imeli strah, ali sploh niso Kakšen vedeli, strah? kaj se dogaja. Ne vem zakaj. Res, v bistvu, jaz sem tudi rekla, jaz sem se videla, kaj sem naredila. Jaz sem rekla, to je konc, pa sem se obrnila, pa sem šla. Ker jaz sem mislila, da jih tudi Pogačar več ne ujel. Mislim, tako, ko so derkale te ekipe, je bil za moje pojme Ker to je bilo največji res, polom. dejansko je bilo to 30 km do konca, teh 30 km, jaz se zato sem šla pa stran, ker jaz sem še pol ste me napisali, kvare govoriš, da je že konc, vidiš, da je prišel nazaj. Ampak jaz sem rekla, ja, točno, jaz sem tako predvidevala, ne, zdaj bojo pa, meni se je zdelo, da so začeli vsi navijati, jaz sem rekla, jaz to nam gledala, to je Pusla konc. zdaj za to, danes. kaj si ti mislila, pa kaj si rekla. Ja, ampak pač tako ni bilo. Dirko. Jaz sej ne komentiram dirko. Ja, Da kako? pač enostavno, jaz sej komentiram dirko, kakor sem jo jaz videla. Jaz se ne morem komentirati, Saj- kva so delali športni direktori. Jaz ne vem. Pa se glih to je point, ne? Da niso Mogoče nič pa, delali, ne da vem. vsi so imeli v glavi, a UAE bo potegnil, vi morate biti zraven in pol UAE ni bilo nikjer in so se kar vsi ustavili. In je bil pač tako, v unmu momentu, ne vem, jaz ne razumem, kako da nimajo nekega plana. Ja, zanimivo bi bilo B ali slišati pa kakšen kva tak jaz vem. intervju v telih, kva so oni takrat razmišljali. Ja. Daj, sej, jaz sem poslušal, kaj je Ali pa Hinke ta govoril. radio Turke je gor On poslušati. je šel na 15 Milan San Remotov in je rekel, da mu ni jasen, kako lahko kdo pride, ki je pod Čimpreso glih ulovi in pride do vrh Čiprese že toliko pač spredi. Zato, ker je vsakič je na Čipreso vsaj do neke mere že letel. Nikjer ni bilo tako, da so se kar ustavili. Ker se Pogačar je močen, ni pa močnejši pizdarija za 30-40% od vseh ostalih. In Ja, ne, pa tako, se so ko tudi zraven, dirkali- se tudi Van der Poel se je z njemu zraven pelil, ne? Ja, ja, Ker je glih tako sam lovil, si ne. imel Vizmo, se pravi UAE, pa od, kva je od Van der Poela ekipa, se pravi Alpecin. Alpecin. No, teh treh ni bilo, se pravi, praktično ta glavnih favoritov ni bilo in drugi so bili kar uno, zdaj, če pa njih ni, dajmo jih počakati, da vidimo, kaj je naredili. Ja. Ne vem, lej. Ne vem. Jaz tako, Ja, super je, da je mislim, bilo za tako. nas je bilo to sigurno super, Ampak- in tudi očitno so dobro Pogačarja pripeljali do Čiprese, da ni prišel vse ne totalno mrtev do tam in da je lahko pol v bistvu svoje naredil, kar je naredil. Sej dober intervju je dal, je rekel, ko je padel. Mislim, da je vsega konca. Ja, pa je pa hiter pomislil, fakt, to so dal fante od sebe, počutim se še vedno dober, nač gremo in se kaj prejel kolo, je sam butnil ročko noter in piči miško. Ja. In McNulty ga je fenomenalno gor potegnil, Del Toro tudi uno, kar je dal menjavo in pa je bilo pa itak vse spet od njega Ja, se odvisno. od tam naprej je bilo, pa je vse po planu, tako kot je on dal izjavo, da je bilo to plan, da on je sicer mislil, da bo sam prišel v cilj, ampak da je pač Pitko ga je držal in da je pol na koncu sam še razmišljal, kako bo Pitko v šprintu in Ja. to je tudi bilo. Njemu se je tudi dejansko, jaz še vedno mislim, da ima Pogačar res nenormalno glavo, ker da po takmu pacu še vse to si sposoben speljati, kot si bil zmeden, da te ne zmede, ne? Ker vidiš, da je vse ostale ekipe zmedel, ker je on padel, ne? Pa njega ne. Pa tudi mislim, da tudi Pitcock najverjetneje, ja, tudi po izjavah, pa po njegovih intervjujih je verjeten imel s tem ves čas ta strah, pa Pogačar je pred mano, pa ono vprašanje, če je pravilno, pozitivno razmišljal, da ga more, ne, vse je verjeten, da je, ne, sam se mi je zdel po izjavah Pitcocka, da je imel vsem Pogačar take zdrave misli, bi rekla, no. Ne vem, v kakšnih gobicah si ti kaj spojedla. Tako imam tak ampak- feeling, da Pitcocka je bilo strah, proti komu bo mogel šprintati, Pogačar je bil pa Ma sam samozavesten. šprint ne, No. po moje, ko sta prišla na podžiju gor, je bil po moje Pitcock, saj, Ja, rekel je, da če bi Pogačar še bilo še 500 metrov klanca, da bi on spustil. ja, se pravi, sam, ko sta prišla na vrh gor, jaz mislim, da je bil Pitcock, pa tudi tako, če gledam te, ki se spoznajo v kolesarstvu, bi dal več šans, da bo Pitcock v šprintu Pogačarja kukar kontra, ampak, lej, ta prav trenutek je Pogi pretegnil,
da on ni mogel iti mogoče čisto takoj tudi mem, bil je na napačni strani ceste, ko sta začela šprintati, tako da je mogel malo nazaj, pa polit levo. Jaz se Pogačar ga je prav dobro, pač Pogačar je vse naštudiral. Vse je bilo tako, če gledamo Pogačarjevo, je boljš ne mogel začeti šprintati. Da on ima res glavo nenormalno, ko se mu je videl. Da je zmagal Milan Sanremo, je, se pravi, že ta drugi Slovenc zdaj, kaj dobil po Mohoriču in vsaka čast. To, da eni Slovenci dobimo eno izmed najbolj prestižnih derg, že drugič pa kaj taka, mogoče najmanj predvidljiva, vsaka čast. Se pravi in Mohoriču in zdaj Pogačarju še, ne vem, meni je, jaz sem pogledal to po moje spet ene parka, to Dunga, ki so začeli loviti, pa pol naprej, ki mislim, da se bo šele pol še toliko bolj videl to, kar sem že zdaj govoril, ne, kako oni ekipe, koliko niso imeli plana nobenega drugega, kakor to, da probajo sam Pogačarja uloviti do Poggija. To je bil po moje ta glaven plan če gledam od ostalih ekip, kar je meni kar dost žalosten, smešen, da se ne znajo v 15 kilometrih ali koliko, 10 kilometrih zmeniti. Vse niso in hvala Bogu, da je tako bilo. Za nas in tudi jaz moram pa reči, da ko sem videla, da Pidcock pa Pogačar ostajata sama, mislim, ne vem, jaz niti za sekundo nisem pomislila, da bi Pidcock lahko šprintal Pogačarja. Pač Pidcock ni šprintera, ne? Po primerjavi, mislim, on je še vedno bolj, še vedno je pač ni klasičen šprinter, drugo bi bilo, če bi Van Aert ujel, pa bi me bilo strah, ali pa Van der Poel, da bi z njima se vozil, tega bi me bilo bolj straha, ne, da bi z njem prišel, ampak Pidcocka se jaz nisem niti kaj dosti bala in tudi v tem šprintu se zelo dobro vidi, da pač Pidcock se, kakorkoli gleda, se je ves čas, se je veliko več vozil v zavetarju za Pogačarjem in bolj pametno je se vozil, mislim, in je na koncu, no, ampak še vedno je Pogačar naredil, ne vem, tudi ta šprint, ki na koncu se vidi, v bistvu Pidcocka začne zmanjkvati, ne, in Pidcock je bil zadnja, to je bila njegova res, tudi Pogačarja zmanjkuje, se oba dva zmanjkuje na koncu, to se vidi, ne, ampak se mi zdi, da Pidcocka še bolj, ker tudi že Pidcock je praktično čez cilj, ki se je pelil, že sploh ni več mogel poganjati. Pogačar je še ene dvakrat obrnil čez cilj. Čez cilj itak je fertik, ne, sam na koncu pač, Pidcock načeloma je imel, se nima veze. Imel je priložnost, ne, sej mu je tudi žal, ne, jasno. Ampak jaz nisem vedela, da je on star šele 26 let. Ful je mlad in ima tudi še možnost zmagati v končni fazi iz Sanremo. Zdaj se vidi, zdaj je Pogačar dokazal, da se da še kako drugačega zmagati, kot so prej govorili. In Merckx je dal izjavo, da ni šans, da zmagaš Sanremo, če skočaš na Cipreso, da edino na Poggio lahko, ker je vmes tista ravnina in kontra veter ob morju in ne vem kaj. In mi je tako všeč, da je to pač zdaj dokazal, da v bistvu se to da sploh takim. Se kakšni teli stari prci, kukor so naredili veliko za kolesarstvo, mislim, da novodobnega kolesarstva jim ni glih logičen v primerjavi s tem, kako so oni takrat dirkali. Se to smo se pa pravimo, ne, da se ne more primerjati pač kolesarstvo iz prejšnjega obdobja tega zdaj, ne, recimo nekje iz 90-ih let, ko se je začel, pa moče že v 80-ih, da se to primerja s tistim, kar je bilo takrat, zato pa pravi poznavalci tega sploh več ne primerjajo dejansko. In tudi kolesari trenutno, tisti, ki zdaj vozijo, zdaj, če poslušaš vsi in več ne rečejo, da je Pogačar najboljši kolesar na svetu, ampak je najboljši kolesar vseh časov. To sem zdaj le večkrat slišala in to je dal izjavo, kar par jih je bilo iz pelotona, ki so bili intervjuji. Mislim, da glede na leta pa vse, kar je dosegel, da vsi, ne vem, jaz spremljam kolesarstvo, kdaj tam od 96, 97, pa tako, ko on voz ga v tem cajtu ni bilo niti približen, da bi bil pač en kolesar, mogoče najbližji njemu bi bil mogoče Nibali, pa ni pa v toliko dosegel, kakor je on. Pa tudi, se so bili, pa tudi Contador je imel kakšne skoke, ki je znal skakati, ni bil za klasike tako, niso bili pa vse stranski kolesari, da bi lahko zmagovali dejansko, kjer se pojavijo, pa tudi na tak način, ko on zmaguje s temi solo pobegi in te variante, ne, tako da,
Tako da jaz letos, ko mi čakam to sezono, to bo spet ludnica. Vsak let rečemo, se to je pa njegova najboljša sezona. Jaz se ne more biti več boljši, ampak zdaj, ko je štartu tole, v bistvu je že zdaj naredil sezono boljšo, kot so bile vse njegove do zdaj, ker je že zmagal San Remo in... Ja, v bistvu najtežjo dirko za njega, za da njega. zmaga. Tako da. Lej, Jaz še Paris-Roubaix čakam tam, kaj se bo dogajalo. Še Flandrija prej. Flandrija, ja, dober. Ja, zdaj, ko je že zmagal parkrat. Ne zaradi tega, ampak ja, ali pa zato, no, pač, ker če zmaga Paris-Roubaix je spet kljuka na nečemu, kar še ni bilo. To je res, in, ampak... Sej ne moramo pričakovati tudi od njega, da bo vse vedno zmagoval. Tudi če bo kdaj kaj drugi ali pa tretji, ali pa mogoče pa kaj se zgodi, da ne bo niti to, pa ne moramo zdaj reči, da je zato zdaj slab, ne. Da je pa slabši, kakor je bil lani. Jaz mislim, da glede na podatke, ki so zunaj, mislim, da vsi kolesarji vejo, da je on ta najmočnejši, bolj je sam Flandrija, pa Pariz-Roubaix sta taki dve dirki, ki... Ja, sta nepredvidljivi lahko, no, tudi... Ja, pa tudi na surova moč se do neke mere še vedno kar vse pa ogromen se lahko zgodi enih tehničnih problemov na obe dveh dirkah. No, bo v tem midva še en teden pred unim. Prav. Tako da naslednji teden bo malo HPC-ju povedala, nekaj o parih novih izdelkih o kolesarstvu se govori, tako da bo še to čez. Zdaj pa greja midva, poslali ste Sončki ene par koles, outfita nismo dubali nobenega, tako da vsaj enih, vsaj 5 vas mora biti, zato da bomo pol na koncu meseca podelili nagrade. Bova pa se midva slikala za začetek, da vidijo, kako izgleda. Kaj če bi midva naredila vsak en slikco? To klepi ekrani, vsi računalniki po crkvi. Pa ne, samo zato, da dava jim motivacijo, da se slikajo. Vse jim treba, da se... No, bo midva pol za naslednji teden pripravila nekaj. Ja. Dobar. Greva zdaj prve ocene telih koles, pa se pravi... Pa kar ti začni, zdaj si vidim, kva ti zdaj to, kako si ti to zdaj to leto si se zamislil. Če kjerga kolesa ni, pa ste ga poslali, mi prosim sporočite zaradi tega, ker mi jih pošiljate na 1001 konc in jaz si dan to dol, tako kot ste videli danes, tik preden štartava podcast in je lahko, da kakšnega pozabam dati. Tako da ta prvi, ki ga mava, je Faktor. Slika je načeloma zelo lepa, bolj bi bil, če bi bil zadnje tak, da bi se mogoče kakšne te detajle še malo boljš videli, pa da bi bila gonilka vodoravna, tako da to je to, ampak kar se tiče pa same sestave, no, zdaj si moram jaz tole še malo povečati. Klele, ne vem, če je kakšen kolesar, ki bi se karkoli prav orenk lahko pritožval. Podložk ni prav neki velik spredi, nima nobenih dodatkov gor. Keramik speed že zadnji, kar je meni ful všeč. Hudi obroči, sestava top. Tako da ja, to je že na začetku en kolo, ki prav neki za pritožvati se ni. Zdaj, če bi jaz kakle itak mi dva morava najdeti napake, kaj bi bilo lahko še za zboljšati. Meni osebno jaz bi probal glih s kakšnimi dodatki malo popestriti ta kolo, ker je malo tak malo dolgočasen, kljub vseh temu, da je vse pač top gor. Tako da kle je od verige do verižnikov, koleščka, ne vem, jaz bi probal dati kle, ne vem, mogoče kakšno modro ali pa uno rainbow stvar gor, isto pa rotorih pol, pa bi vse skup zgledal mogoče malo bolj nenavaden, malo bolj premium. Je pa bike sam po sebi, tega se ne naveličaš, je top, kaj ti misliš? Ja, meni je ful všeč, tako kot si rekel, vse ta črna barva, pa tale lep napis, ki je ta mauričast mal. Zdaj jaz sem pač kle, ta kolo je pač še to nov kolo, recimo je to za začetek super, ker se pa lahko ful še z njemu igraš in imaš občutek, da si ful spremenil na kolesu. Je tako, kot si rekel, lahko se s temi mauričnimi dodatki igraš,
od ketne do vsega, kar si ti naštel, plus tega, to, kar sem pač jaz pristaš, česar pa ti nisi, so spet sedež pa trak in s tem tudi vedno lahko poživiš. Čeprav klele, kaj tale črn kolo pa ta napis, sploh niti ne vem, kakšen bi kaj dosti drug trak pa sedež dajal, ker neke tele svetle, preveč svetle barve ga ne bi čizglih. Čeprav lahko bi dal, lahko bi dal tudi vijoličen sedež pa vijoličen trak, recimo. Meni bomo s kakšno modro bi mi šel. Ja, sem bi mogla biti taka lepa modra. Ampak overall pač ta bike jaz po mojem bi mogel pogledati res vse une šraufe pa to, da bi dal vse, ne vem, tako neki special gor, da bi dal mu, ne vem, 9,5 ali pa še celo 10, ker je pač bike vreden take ocene, tako da jaz bom začel z 9, ker je pač meni je overall vsakega takole sestavil, ga je že z občutkom sestavljal in pač se more kar nekaj prevoziti, pa more biti po moje že nekaj časa v kolesarstvu, da si ga takole sestavno. Tako da, kdorkoli si, vsaka čast, jaz dan 9, pa mislim, da 9 letos na prav veliko. Jaz se tudi tukaj s tabo strinjam danes. Jaz tudi si rekel, da moram biti tudi bolj ostra, da ne smem kar talati nekih vseh dobrih ocen. Tako da bom tudi rekla 9, problem je samo zato, ker je prvo kolo. Zdaj, če bi bil že več, bi mogoče pa še pol več dobil lahko, no? Ker zdaj bomo videli, kaj bomo vse letos dobili v primerjavi. Je pa res, da mora biti zdaj ta kolo izhodišča, ne, kaj je 9, tudi meni v glavi ostati tale faktor, zato ker bo vsak, ki bo hotel dobiti zdaj od mene, tudi več kot 9, bo mogel pač ful hujš izgledati. Tako da ta kolo si moram jaz zdaj dati ful v spomin. Naslednjega, ki ga imam, je Winspace. Jaz sicer ne vem, kjer model je to. Ok, ta ima mogoče že malenkost več podložk spodaj. Meni osebno je okvir tak kar dosti skropucalast, mi delač od tega, da mi je všeč. Mislim, verjetno je to kakšen bolj star kolo ali je to kakšen gravel ali nek... Mislim, ne, vse cesten kolo. A je cesten kolo. Tako da meni vizualno, da bi rekel, da mi gre skupaj ta sprednja vilca, pa potem zadnji konec, tako da bi bil složen, mi ne deluje, tako da že zaradi tega, pač mi mogoče ni najbolj všeč. Da bi rekel, da je karkoli posebenega, meni ti ten wally na črn kolo z belim napisom mi niti nikoli ne bojo šli zraven, tako da to. Kar se tiče drivi, so tudi, se pravi, kaj je to, zlata barva? A je zlata? Ja, Napisi. ne vem. No, preveč se vse tepe. Bi mi bilo bolj, če bi bili pač z belimi napisi. Tako da, ne vem, meni sam kolo, da bi rekel, da mi tako, ne vem, PT Cruiser avto. Če ti je všeč, pol si uno, wow, 90% ljudem je pa pa ni všeč, tako da ne vem. Kar se mene tiče, ni nič napačnega, gor, da bi zdaj tako prav res samo barno in vizualno, kako pač kolo gre skupaj. Mi ni feltne, so drugač top. To je pa to, za sam okvir ne vem, a se pele dobro, a se ne. Ampak če gledam vizualno, meni ne gre skup, ne vem, iz moje strani, ne vem, 6. Ja, meni sicer tudi okvir ni všeč, ampak to zdaj jaz ne bi glih toliko, mogoče pač vsak ima svoj okus, pa te oblike okvirjev so itak različne. Pa če bi zdaj sam ta okvir vzela, da je tak, kakršen je, bi pol definitivno vse skupaj šla malo drugače. Isto teli plašči z rjavim robom, to kot prvo itak ni več modern, to je bilo modern 5 let nazaj, pa je potem nekaj časa trajal. Pač to je moda, ne? Isto k pri čevljih, ki so, ne vem, pač moderne, zdajle bele superge, da se nosijo in smo vsi v belih supergah. Isto je pri temu. Pač to zdaj ni modern, slej ka prej treba plašče, itak bo treba zamenjati, tako da jaz bi tudi dala kle črne. Te napisi isto, meni tudi delujejo kot neki zlatega oziroma bež, bi bilo veliko lepše, če bi bili beli, glede na to, da je tudi na kolesu napis bel. To, kar si rekel, v bistvu se vse strinjam s tabo. Razen pač okvir je kakršen je, tukaj ne more človek zdaj nekaj na njega vplivati. No in tudi ta gonilka, dobro, saj pač to je gonilka, je kakršna je.
malo vsega, da se še ogromno na njemu narediti. Tudi če v okviru stane tak, kakršen je, bi se dal marsikaj spremeniti. Ne? Lahko obroče obdrži, pa vse ostalo zamena. Ali pa to ne, dobro, se pravim. Ne vem. Meni se pravim, nič mi ne gre skup. Sicer verjetno bojo še slabš kolesa, kaj to, ampak meni tudi za 6 ni. Ja. Zdaj smo kle čist, ker mi je Sem hotel reči, da mogoče sem ga jaz še predober ocenil. 5. Jaz dam 5 oceno. Meni vse je v redu kolo, ampak to je polovička, se pravi 5 od 10. Se pravi nič izenača, ne. Pozitivno je. Na polovici. Ni to pozitivno, je 6. Pol mava Scott Addict, ne vem, je to RC ali no, sej. Tukaj definitivno minus točke za vse tele dodatke gor. Bidon pa lučka zadnji, pa una torbica, vreča. ne vem, a je šel potvati za en vikend nekam, da ima toliko stvari noter. Drugač pa, če bilo brez tega, meni vizualno Scotti so mi lepi. Ni zdaj, da bi tako rekel, wow, kakšen kolo, to je tako meni kar nek Passat. Je v redu, ampak ni pa nič posebenega. Tako da ja, kar se mene tiče, ne vem, nimam kaj ekstra za pokomentirati. Ma pa že neke rotore, pa zobnike, take malo drugačne. Pa ne, se ti rotori, to so od srama. A to so od srama rotori? Saj meni delujejo od srama. Kaj pa srama. je zobnika, ima tako malo črn, pa pol zlet. A ni? Pa kaj je to? Veš, da je skled na tej sliki. To je tudi pač od srama tak zobnik. Meni je všeč, tako pač tak lep je zobnik, pa teli rotori so mi prav všeč. Ja, mislim, sej. Pa zlata ketna. Ni napačen, ampak tako, da bi pa spet rekel, da je pa pač nek presežek, ne vem, jaz bi dal 7,5. Nič mi ni tako na tem kolesu, da bi rekel, pač, wow. da se marsikaj na njem narediti. Jaz tudi tole torbice, ki jih vidim od zadaj, pa pri temule pod Berkovim sedežem, če je Berkov, pač je tole, mislim, to sploh ne paše nikamor. Glede na to, da se danes, tudi če so zračnice, se dobijo te TPU, vsaj za rezervo, da imaš TPU. No, saj ni potrebe, da TPU se vozi, če se bojite, da je preveč občutljiv, ampak za rezervo je pa super imeti TPU, ker je majhen. Vse skupaj se danes, da lahko v čist majhen tak vrečko karkoli in se da to v žep. In se narab bombica lepo zraven z nastavkom in vse skupaj pride zelo mal. In jaz to recimo vse v žepu nosim in pa v bistvu takele torbice nič ne rabiš, ker to je enostavno pač na specialko to ne paše. Ne? Tako da ja, jaz bom dala to 7. 7, tle je še veliko stvari za narediti lahko. Dodatkov raznih lepih. Ok, imamo pa zdaj še zadnji bike, ki je pa tale Evolve. To je tudi nek nov brand. Je taka slika, da se dobro veliko ne vidi na nobeni. Ampak ima pa ene dodatke, ja. Pač, ki jih je hotel poudariti, pa je pa tako v sliko dal, zato da je bilo to vse v... Ampak se mi dva bi že videla lahko. Itak bo slika, bo samo ena, bo una, ki je iz strani slikan. Mislim, ki je tako, direkt gor slikan, tako da kle se, dobro se vse vidi, ok, mene malenko zmodi, da je pač toliko podložk spodi. Zgleda, je proporcionalno, gospod ima, zgleda, ful dolge noge, pa kratek zgoren del. Zaradi tega, ker ja, ima tudi zelo kratko fajfo gor, vsaj tako zgleda. Sestava, drugač, meni je všeč, ta črn verižnik zadaj, ta mavrična veriga,
ne vem, meni tako, če bi gledal vizualno, mi definitivno Zanimiv. mi je zelo v redu sestavljen, je par dodatkov, ki bi jih jaz mogoče še dal, da bi še malenkost popestril vse skupaj, ampak overall, ne vem, meni ni čist nič napačen, tako. Če pogledam komplet, mi je zelo všeč. Zdaj, če bi ga dal bokunmu faktorju, pač meni osebno faktor deluje malo bolj premium, pa je zato tudi mi je malo bolj všeč. Tako da tukaj, ne vem, 8,5 bi dal jaz. Pač meni je bike, mi je lep. Ne moram reči, da mi je napačen, kako ga je sestavil. Na zadnji vilci je te pikice, te roza barve, ali je to samo umazano. A vidiš na zadnji vilci, ki bi bil poštrihan kukor da je v barvi noter. Ja. Ja, ok. Se ne vem, je to tako, a je to, ki bi bilo nekje. Ne vem, meni tako od... Meni je sicer, ful je zanimiv, vse skupaj skombiniran, vse paše in tale nosilček za menjalnik, od zadaj, ki je v isti barvi, ki napis in ketna in vse to, ok, ni Lockring isto, OSPV, kjer bi bil, ampak ni. Ja, ne, Lockring v bistvu je tak, kakor ga imam jaz, sam da ga je dal on v teli plavi barvi. Ja. Ne, meni je tako. Vse je zanimiv, sam... Če gledaš, koliko se človek potrudi za sestavo, da da tole vse skupaj, jaz moram reči, da meni je kar všečeno. Mislim, Vse to na sestavo je samo meni všeč. Sej, ti ga ocen po svoje, ta barva, ta kombinacija barvna mi je čist mem. Sej, ti ga ocen... Jaz se ne pa nikoli palala s takim kolesom. Pa ga ocen pa za ena, ne? Ja, ne moram, zato ker se je človek potrudil in je kolo se vse ujema, vse je lično, vse je v redu narejen, vse je krasen, sam barva mi je pa grozna. Jaz vem, kar bi kle dal edino, je sam še kakšen OSPV z nekimi koleščki. Mogoče meni je mogoče je kle ta ti zaradi tega ni toliko všeč, zato ker je pretiravanje s to modro. In bi bilo skoraj boljše, če bi kjere druge barve zato ker mi pač ta barva ni, nikakor se pravim, sem za barve, ampak tole pa taj preveč. Ampak zato, ker se je potrudil, pa res to skrb sestavljam, dam 8, ampak mi je pa barva grda, pač ta modra, nimam kaj reči. Ocenila sva, ne? Tako da, glede na to, kako vidva tole ocenjujeva, upam, da še kakšen nekaj poslati. Ne, pa se moram malo hitreje to ocenjevati, zdaj sva malo predolga tole. Kaj izreš? Drugač, kar se tiče tega ocenjevanja, tisti, ki ste že lani gledali, midva mogoče nisva kle samo zaradi tega, da bi kurcala, ampak po drugi strani je pa fajn, zato da se še vi tam zabavate malo, ker če bi vse ocenila z 10, najbrž tudi vi bi rekla, kva videa nakladata. Midva poveva svoje mnenje, zdaj, če komu ni všeč, jaz se opravičujem že vnaprej, ker vsa kolesa, ki bodo tako kaj teh kričečih barv, jaz to sploh ne vem, kaj naj rečem, ker meni pač... Že to kolo, ki je zlat, pa tak, pa je upadljiv po eni strani, ampak to vse je tako narejen, ena taka barva, ki pa še tudi nekam v naravo, a ne. Jaz tako vedno gledam te barve, te divje barve, ki so pa odklop, pa dio, pa žive, pa jaz pač enostavno nisem pač tak... Jaz mislim, da je Petra ratala malo spiritualna zadnje dni, tako da če ima kdo kaj ali pa jih kdo kaj podtaknil, povejte. Ja ne vem, po mojem so zaključila ta teden. Veš kaj, mi dve dni nisva več komentirala, sicer zdaj ne vem, tudi ženske so tudi vozile sanremo, a si ti videl padec? Sploh ne vem, da ženske vozijo kaj.
Poglej si, prosim te, zdaj za nazaj, pa tudi vi si pogledajte tisti, ki si niste, ker ne spremljate ženskega kolesarjenja, ker pa ženske smo itak ne znamo voziti, ja, in to tako bla bla, kot že ženske razlaga. se lahko vozite super, samo Ja. če pa gledaš, je pa No, primerjava. dirkat ne znamo, on že Kada razlaga. bi gledal nas, kako zato smo si se pa menjavali poglej do Ljubljane. Milano, San Remo, spust iz Čiprese, žensk, favoritkin so se vozile. Favoritkinje so bile. Njevija doma je prva zletela v ograjo in zraven sta bile pa dve, ki sta letele dol iz škarpe, pač praktično v prepad. S tem, da ena od vizme se je pobrala, palala naprej, pa zvozila, ta druga je imela pa polomljeno vse, kar je možno, tudi obleži na tleh in je grozen posnetek. To je tako, kot da mečejo pikado čez ograjo. In one se ustavljajo in se samo nabijajo se noter v tisto ograjo in jih je ene 10 v tistem padcu. Njevija doma je bila čist razbita. Malo je ful poškodovana. Jaz tega sploh nisem gledal, ker Padec je pa tak, da tako, da bi eno vrgu iz, se pravi, klele pri nas iz bloka iz drugega štuka dol. Tako je preletela dol. Jaz tega ne gledam rad, tako da si ne bom nič pogledal. No, tako da zmagala je pa lotka, kar je bilo tudi za pričakovati. Ja, seveda. Da nam je tudi všeč. Ja. Te so kar fajn punce. Ja. No, v glavnem, pač ta padec je bil pa kar meni kar grozen. Dobar, jaz si zaradi tega ne bom gledal, ker pol ne bom upal več se spustiti tam, kjer. Pa jaz sem ti še nekaj povedala, ne? Ti smela v tem tednu, če jaz zavrtim une posnetke za nazaj, si ti imela polhanenih informacij, kao še vse povedala. Ma ja, pa ne ni bom še vsega, on že to povedala, rajš pridite sem, pa vam bom tako povedala na 4 oči. Ne bom v kamero. Bom pa eno stvar. Imel si v podcastu Mirana in meni je bil to, moram reči, da eden najboljših slovenskih podcastov, gostov, kolesarskih, kakršnih, koliko jaz itak drugače ne maram, drugega, ker v zvezi s kolesarjenjem pač ne spremljam podcastov. In je bil, to mi je bilo, z lahkoto sem poslušala, brez da bi kaj naprej nazaj prevrtavala, se pravim, tudi, ker sem imel s kavčnikom, mi ni bilo toliko zanimiv. In mi ga je bilo ful zanimivo poslušati Mirana, ker v bistvu človek 5 let kolesar pa je naredil tak preskok v glavi, predvsem v glavi, a ne jasno tudi telesno, ampak pustimo to, kaj je dosegel vse, ampak v glavi, da je prišel iz tega, kar so eni še danes ne znajo, pa se že vozijo 20 let mogoče na kolesu, da je on to vse skup spravil in v bistvu hodila sem pa pol eno stvar pokomentirati, to, kaj je bilo glih moje vprašanje za njega glede kolesa, a ne, če je imel kakšen strah. In moram ga tudi pohvaliti, ker sem pričakovala malo od njega, kakor sem ga lahko videla, da bo to rekel, da je imel nek strah in da je vozil z neko minimalno rezervo tudi, ker to se vidi, kako je človek vzgojen. Ker jaz imam tudi vedno ta strah do tujih stvari, ker mene so učili, če imaš od koga drugega neki, da moraš to še bolj čuvati kot svoje. In mu moram res ga pohvaliti, da je vsem tako dobro zvozil to dirko s tem v glavi. Ker jaz sem tudi lani težko na letapu se spuščala, še težje, kot že tako nisem nek nor spustaš s tvojim kolesom, ker nisem imela svojega takrat. In moram te reči, da te pa ne čudenga, da se ti kar voziš z vsakim kolesom, ker si sploh še menega kolesa v življenju nisem kupil. Kup si kolo za 15 urjev sam, pa bom videla, če se ti kar tako spušil na juriš. Pa vzem moj kolo za 15 urjev, pa se spuši, če se upaš. S tvojimi jajci se ne da tako spustiti. Ja, se ne upaš. Ne, tako da moraš imeti. Zelo mi je bilo všeč ta odnos do stvari, ki ga moraš imeti, ti ga itak nimaš. Ja, itak. Eno sem pa stvar se z njemu nisem strinjala, ker pa moram povedati za tiste, ki hodite na runde. Mene zdi si nekaj ful pohvalno, da je še... Samo eno stvar je bila, on je trening na rundah, a ne sta imela debato, da se ne da trenirati z rundam. Ne, se je pol je povedal, da so runde dobre, da se dobi hitrost in da se tudi trening sam narediti. Jaz sem lani celo sezono trenirala na rundah, kjer sem imela z trenerjem v bistvu bolj opisno trening napisan, poznal je rundo, poznal je teren na rundi in se je tudi dal na rundi narediti, se pravi, ena varianta je tako, kot ste že tudi rekla, lahko greš na Ferango, pa tam korigiraš ti ekipo, pač skupino. Če si v počasni, pa greš na Ferango, lahko zelo lep trening delaš enega tempa.
če greš v hitro, lahko spustiš, pa greš samo en del s hitro, pa narediš par intervalov, kao šprintov. Lahko delaš all-out klanc varianta, delaš effort 10-15 minut. Tako da se da marsikaj narediti trening in moraš poznati, vedeti svoj trening in ga vkomponirati v to rundo. Je pa res, da ne mogoče 2krat na teden, ne? Da je to in torek in četrtek, da oba dneva delaš treninge. Tako da sem se tudi letos odločila, da tudi ne bom hodila čisto na vse runde, oziroma da bom mogoče naredila tako, kot si tudi že ti rekel, da boš delal, pa si že lani tudi to delal, da bom že pred rundo naredila kakšen trening, pa bom šla potem samo še na easy, ne, varianto. Tako da, ker... No, pa tako kot jaz. Sem naredil trening, pa še vedno v to prvo. Ja, na to pa ne bom šla. Ker jaz se sploh s ta prvo rundo, ni problem, da se... Jaz se ne znam voziti s prvo rundo, jaz to priznam in vsak naj bo sam realen do sebe. Jaz se lahko mogoče eventualno torkovo rundo probat šla, lani nisem šla nobene, sem sam četrtkove sprobavala, ampak jaz sem odpadla že na Ižanki, ker tudi, ker bi bilo treba zaviti proti Mateni, jaz se ne upam tako hitro zaviti v tak ovink, kakor vi zavijate in tam zgubim jaz potem takoj, če zgubiš tam, jaz če zgubim pol metra, več vas ne ujamem, tako da... Mislim, ja, pri ženskah oziroma pri tebi je mogoče problem, ker nimaš še vsem, da bi toliko visoko moč držala. Tudi jaz nimam teh izkušenj, te vožnje, toliko hitre vožnje, pa biti v daski, pa se voziti za nekomu, to se lahko upaš, če si že zgodaj začel voziti. Jaz sem začela dirkati pri zelo poznih letih. Po moje bi mogla sam takoj na začetku začeti. Ko začneš tam, ne vem, probati junija, julija. Ja, ali pa jed z nekom, ki bi me toleriral, pa ki bi videl, da popuščam, me vsem probu počakati. Ne. To je pol ti nič ne korist. Ti moraš vedeti, da si tam sama in da moraš poskrbeti. Se sam zadnji furaš, se ne rabiš iti spredi. Mogoče bom pa šla kar na prvo rundo že v torek na dasko. Veš, kaj na začetku... Se pravi, torkova mi je malo lepša, tudi bolj mi je znana, ker jo furam že cel life, mislim, kar kolesaram tisto traso in mi je še bolj in tudi pance so mi pol mogoče en tak klanc, vseeno mi je tudi zanimiv se s ta hitrimi gor pelat, ker tam na Lipoglav itak moram imeti svoj tempo, se ne morem zdaj neki... Veš kaj, v prvi skupini tudi treba vedeti, da ko priješ ti do podpanc gor, si že kar gotov. Ja, sej za to. Vse vsi, ne sam težko je, vsak, da odpadamo praktično od desnega ovinka, ko se začne... Se pravi, to kratek klance, da se še vedno tista minuta, dve, če se te počaka gor, ni spet to toka. Tako da lahko poveva v bistvu še to, naslednji teden se začnejo runde. Štarter se bo tako, da tisti sončki, ki boste prvič pršala, ne pričakujete, da boste šli ta prvo skupino, ker vas bomo takoj ven vrgli, ker če ne veš, kje gre trasa, se ne boš vozil v ta prvi skupini, se pravi enega, da pa dvakrat vsaj moraš priti, da greš v prvo skupino, ker da se bo spet to dogajalo, ker se je zdaj v soboto bom jaz živčen, ker sem ben pol ne zna voziti in smo tako kot kure, in moramo se zavedati, da smo le na cesti in lepš, ko se vozimo, lepš gre tudi avti mem in vse pač poteka bolj tekoče, lepo, ni nekih neumnosti na cesti, manj nevarno, tako da ne zamerite, jaz vem, da vas je kar neki, ki vas je pripravljenih boljš, kar smo pa vsi v ta prvi skupini, pa bi šli radi takoj, sam če ne veste, kje se gre. Ja, sej ni pa problem. Pa če boljš, da enkrat ne greste, pa ko veste, kje je, pa naslednjič pač greste v ta prvo in je to. Ni ta prva, da pridete na Ferengo, pa date 1500 vatov ven 15 sekund, ampak da se vsaj minuto do dve, da se spredi voste, podoben tempo, kakor ga je pred vami držal in pol se da menjavo in je to. Če ne morete dati več menjave, ko pridete spredi, se sam takoj zamenjate in je to. Noben vas ne upizdil, sam ne pridete pa spredi, pa se ustavite, ko si ta prv. To pa pol, da jaz kar porinam naprej, pa ti rečem, daj, ajde minuto, daj 100% od sebe in počem jaz naprej, bom pretegnil sam zato, da ti odpadeš. Sej bomo pač počasno to skreirali te skupine tudi na rundah, malo bomo imeli pred rundam na začetku kakšen govor, pa bo. Pa sej govori, največ se vidi pol te ljudje, ja, se pravim, pa tako, ko si rekel, najbolj je to, da tiska pride na rundo, sej lanske te tudi že tako se prakticirali proti koncu in nobeden je imel s tem problem, tudi če je bil hiter, je šel v počasno, zato da je videl traso, da je videl, kje trasa gre, kje se zavije, kje je pesek večkrat na cesti, kje so kakšne lukne in take stvari in se potem takrat lahko
naslednjič mogoče se gre pa v drugo skupino, ki gre pa malo hitrejš, pa se tam sproba ta trasa, pa se gre po tretjo skupino. Vse runde bodo cel let, celo sezono, tako da slej ka prej se tudi hitro. Je pa tudi včasih ni mogoče vedno biti za hitri, ne? Lahko si enkrat v hitri, drugič si v srednji. Zato pravim, da si lahko plan treninga narediš tudi na rundo, če hočeš, ne. Tako da to je to, se pravi torkova, četrtkova je kontrakrog, pa čist malenkost podaljšan, pa malo drugačen klanc. Na četrtkovi se počakamo na Lipoglavu gor, ta prvič, se pravi prej se ne čakamo, pa torkova se čaka pa na Pance in tudi če kdo odpade, ni nič noben problem, se pravi v vsaki skupini, ki si, ali pa tako bom rekel, vsaj v ta prvi skupini, ki si, daješ menjave. Če ne moreš dati menjavo, se zapeleš spredi in greš takoj nazaj. In to je to. Če si skozi zadnji, pol nisi za ta prva, pa je to ta drugo skupino in je to. Ker ni point, da se prpelaš samo okrog, pa da te štirje šlepajo, tako kot je na maratonih. Tako da, ja, to je to. A imaš še kaj? Nič. Dobro, sončki, evo, danes sem bila malo stroga. Upam, da boste poslali kakšen outfit check, da še to lahko pokomentirava, do naslednjič bo jaz pa Petra se provala kaj slikati, sam jaz ta teden bom bolj zjutraj hodil na kolo, tako da zimska oblačila probo najdeti kakšno staro fotko mojo, sam jaz se ne slikam toliko velik, da bi imel. Ampak bova najdla kaj do naslednjega tedna. Ja, se bova nekaj probala, najdeti kaj. No, dober, nič, pridite kaj sprobati na Ziherlovo 10, testne imamo zdaj bajke, obroče, pa čelade, očala, tekstil, to, kar vas zdaj največ kupuje. Vsak dan sem odprt, če pa ne morete v urniku priti, mi pa pišite, prej glih danes pride en gospod iz Primorske, mislim da, ob 5:30, tako da bom pač tudi tukaj do večera, pa pa s kolesom še dam. Juhu. Bogi, spet boš bogi. Vse to. Nič, čau. Čau. Joj.